Prijazen pozdrav, spoštovano televizijsko občinstvo, in mi smo v drugem delu pogovora z pevcem, liričnim tenoristom Milanom Petrovićem, prvim rockerjem na Slovenskem. Prijazen pozdrav v drugem delu, dragi Milan Petrović. Mi dva nadaljujeva najin pogovor. Poglej, nastopil si na številnih festivalih, od slovenske popevke, Melodij morja in sonca, vse do Vesele jeseni in še bi lahko naštevali. Kaj lahko poveš o tem obdobju svojega ustvarjanja? Ja, kaj se tiče festivalov, jaz nisem bil preveč navdušen nad festivali. Pač, to je nujna zelo, je bilo za mene, da pač nastopim na festivalu. Naprej, ko sem prišel v Piran, sem pomagal Berti Rodiško, da se je ustanovila Melodija morja sonca, pomagal sem res. Pa je Vinko Horvat, takrat ansambl Vinka Horvata je bilo, pa sem rekli, Milan, daj, boš ti pel tudi zraven, bomo ti pomagali zraven. On pa mi je potem napisal na note, jaz napisal pesem Mornarjev se je imenovala. In na moje veselje je ta pesem dobila nagrado takrat. Nagrado za vedro besedilo in vedro melodijo. Ker res, še zdaj včasih slišim na Radio Slovenija, ko oddaja, kjer so naši ladje, je bilo včasih, ne vem, kak se zdaj ima. In Vesela jesen, tam sem pel enih 6-krat, 7-krat, mi je tudi dala zelo, zakaj? Festivali so tudi druženje za glasbenike, ne? Tako je. Tam se družimo, se znajdemo, ko se dolgo ne vidiš, pa to. In sem bil prav vesel, zmeraj, ki sem, ampak tam sem bil včasih, lahko rečem, oškodovan, ne? Kot pri prvem nastopu bi mogel dobiti zlatega klopotca, pa ga nisem dobil, so se kregali med sabo, to mi je povedal kasnejši direktor Werner Usr, ne? Ali bi dali meni ali kot debitantu, pa to bi bilo senzacija, ampak nagrada je bila Kmečki kolendari. Malo sem se razburjal, ker so hteli drugemu pevcu dati to pesem, pa se rekel, ne, jaz bom pel. In ko smo šli ven, se je rekel, ja, ta pesem bi te lahko zmagala, pa zakaj pa nisem zmagal? Ja, ker se buno. Dam primer te festivali, ne. Potem to so bili festivali mladinske popevke, pa to so bili bendi, Pero Grins, vse te. Ampak bil sem tudi na festivalu v Holandiji, ko sem nastopal okrog 5. mesto dosegel tam, pa v Berlinu sem bil na festivalu. In jaz sem dal te festivali skozi. Samo kaj, najbolj važno je, da na festivale zmagaš, ali pa dobiš kakšno nagrado. Drugo pa dane, drugo pa te vse pogre v pozabo. To je tisto bilo. Poglej, Milan, če nadaljujeva, posebej rad si nastopal tudi v Izoli, v sloviti diskoteki Ambasada Gavioli. Menda je bilo tam posebno vzdušje. Nekje sem prebral, da si dejal, da je bila v Ambasadi Gavioli totalna ludnica. Pa me zanima, kaj te je v Ambasadi Gavioli tako zelo navdušilo? Prvič, kako sem jaz prišel do Ambasade Gavioli, ker marsikdo ne more priti dom. Izjemno priljubljena diskoteka, kaj ne? Jaz nisem doživel, da bi kakšen, ampak je bilo brucovanje tudi. In jaz sem med tem časom vsa leta tudi igral na Pokljuki. In tile študentje, ki so imeli čez Ambasada Gavioli, so mene poslušali na Pokljuki. Tam oni so si svoj disko napravili v enem prostoru, house disko, ne, vse to, ampak vsi so prihajali k meni v kavarno plesati. In so bili tako navdušeni, da so rekli, da moram jaz priti v Ambasado kot gost. Takrat, to je bilo prvo tisto prosovanje, so bili Zmeljko, Elvis Jackson, Rudi Bučar, jaz bil presenečen večera takrat. Ampak, ko vidiš to mladino, kako te sprejme, naprimer, jaz sem za njih že starejši človek, ne, kaj bo, ampak, ko vse je na YouTubeu posnetek, mojega nastopa, tam tudi sklet se delam na odru, pa to, zato je bilo prav ludnica. Jaz nisem mogel za vsemi, vsi bi se radi z mano slikali, roke dali, kaj piješ in zunaj vidiš, ko ne morejo vsi noter, 2000 ljudi v Ambasadi ne morejo zunaj in vsak drugi, dan si pa ti gost, super, in to je bilo meni fascinantno, totalno. Tako, absolutno. Skratka, popolno navdušenje. Ampak, kolikor vem, na Obali nisi deloval samo kot pevec, ampak tudi kot odlični DJ. Goste si zabaval tako rekoč cele noči.
Tvoja oboževalka, gospa Vesna Pavčnik, je pod eno tvojih pesmi zapisala: Milan je bil res čudovit pevec, spominjam se, koliko smo se zabavali in plesali ob njegovem petju in igranju v diskoteki v Simonovem zalivu. Vsak dan smo bili tam in žurali, razen torka, ko je bila diskoteka zaprta. To so bili časi, sklene svojo misel gospa Vesna Pavčnik. Milan, ali je sploh še kaj lepšega, kot slišati tako srčen kompliment, kot ga je zapisala ta gospa? Ne, kaj praviš? Ne, to je zelo lepo. Jaz imam, pozabil se, bom ti oprili prikazal, jaz imam eno knjigo vtisov. Tam sem vedno imel, če komu ni bilo kaj všeč, da lahko v to knjigo napisal. In tam so take pohvale, kaj se tiče te moje glasbe. Jaz sem DJ že bil leta 70, mi smo z Lado Gašperičem iz Maribora smo imeli potujočo diskoteko. Smo se vozili okrog po vaseh, pa to. Tratinčica v Zagrebu takoj za nami imel potem. Tako da sem jaz DJ že bil že prej, poznam pač glasbo. Še zdaj sem DJ, ko nastopil za otroke. In na Pokljuki je bilo to, da sem potem takrat povabili, ampak kljub letom, 8 let sem bil v klubu, ne? Vsak večer. Ampak glasba nova. Ampak zanimivo pri meni je bilo, da sem delal na kasete. Sem imel 3 kasetofone, 4 in plošče sem imel tudi. Več sem bil navajen na kasete delati. Sem bil tako, se programiraš, iz Mihe naslobivo. In ta disko je bil res, nastopali so notri, Željko Bebek, vse se dogajalo. Jaz sem imel špagete party, skok v daljino, tehtali smo najtežjega gosta, najlažjega gosta. Mislim, da disko, ki se je dogajalo, ni bila samo glasba. In sem bil verjetno tudi edini, ki je imel 45 minut hitre glasbe, moderne, tiste, ne, in 15 minut sentišev. Včasih je bilo polno plesišče, ko so čakali samo, da grejo sentiše plesati, ne. Se pravi, spominov zelo veliko takšnih in drugačnih. Poglej, Milan, kot glasbenik in pevec si večkrat nastopil tudi na radiju in televiziji. Kolikor vem, sta zelo lepo sodelovala z Draganom Buličem, dolgoletnim glasbenim urednikom. Še posebej odmeven je bil glasbeni dogodek Štos ob 30. obletnici oddaje, katere avtor, urednik in voditelj je bil Dragan Bulič. Glasbeni dogodek ob 30. obletnici oddaje Štos, še v torek obujamo spomine, je takrat posnela tudi Slovenska televizija. In v tej jubilejni oddaji nisi nastopil kot samostojni solist, ampak skupino, kaj ne? Kako ste se zbrali, kako ste se našli? Mogoče par besed o tem, ja. Jaz Dragana spoštujem zelo, ne, verjetno tudi on mene. To je res izjemna legenda, eden največjih urednikov na Slovenskem. On je mene poklical, Milan, si vabljen, da prideš v mojo oddajo ob tej obletnici. Zberi si, kaj hočeš, ali boš prišel sam, ali boš bendom. Na Primorskem ni bilo preveč, na obali ni bilo preveč zanimanje za to, dal sem par prijateljem, pa se spomnil, zakaj pa jaz ne bi poklical te starejše muzikante, stare rockerje, naprimer, no, ni stari, ampak rocker je rocker. In sem poklical Ivo Mojzarja. Ivo, si za to, 8 let nisem špilal bubne, kako bom se rekel, boš pa že špilal, kaj boš špilal? Darko Bažaš, Moštje Bazič na kitari, ki so bili Creedence Clearwater, so bili prej po Evropi, potem Andrej Veble na bas kitari, Milko Hren, zobozdravnik, Andrej Veble je bil tudi doktor, ne zdravnik, Milko Hren, zobozdravnik, tudi odlično kitare pri Kontiki, pa se je igral. In to smo se zbrali, imamo vaje, ok, sem prišel v Maribor, smo imeli eno vajo, ko sem prišel na drugo vajo, teh 2 doktorjev ni bilo, sta šle igrati golf, se znal. In tako smo potem odigrali ta naš nastop pri Draganu Buliču. Nekateri so dobili, ko so nas poslušali, dlake so se dvignile. Vlado Poredoš od Orlikov je rekel, Milan, ko sem jaz to slišal, Suzy Q, ko se je začelo, meni kurja koža mi je prišla, tako da sem res bil. Dragan je bil tudi navdušen, tako da je bilo enkratno tisto. Ne vsi bendi, kaj se upam, da bo kdaj ponovila televizija. Toliko oddaj zdaj že ponavljajo, a samo tega koncerta še počakam, kdaj bi ponovili. Mogoče pa bodo.
Spoštovano televizijsko občinstvo, in zdaj si bomo z omenjenega dogodka Štos ogledali nastop Milana Petrovića s skupino. Takole fantastično zveni skladba Suzy Q. Režijo prosim za glasbeni posnetek. Za svoje pevsko in glasbeno ustvarjanje si prejel več prestižnih priznanj. Prosim za nekaj besed o nagradah, ki si jih prejel. Nagrade so pravzaprav sestavni del našega dela in velika spodbuda za prihodnje delo, kaj ne, Milan? Res, ja. Kaj zdaj, nagrade za življenjsko delo se naprej dajo nekim, ki je že... Lahko rečem tako, da ne bom dolgo vezal. Društvo glasbenikov Harmonija mi je dala v moji 30-letnici priznanje za življenjsko delo. Takrat sem mislil, da bi jaz končal kariero, tako se mi govori po koncu kariere. Potem
Društvo slovenskih glasbenikov obale, primorskih slovenskih glasbenikov, so mi tudi dali priznanje za življenjsko delo ob moji karieri. Bil sem nominiran za Zlati grb Pirana. 3-krat sem bil nominiran za Tartinijevo priznanje v Piranu. Nominiran za listino Janko Glazar v Mariboru. Potem sem dobil razna priznanja od Zlati petelin, Zlata nota, vse te. Dobil sem tudi kot član Zlate lige One Man Bandov sem dobil certifikat kvalitete iz Evropske, to je Evropska liga. To je zelo pomembno priznanje bilo, kaj ne? Boljše, tukaj imam certifikat, še zdaj, sicer je kopija, ker sem en album zgubil, ampak dobil sem, to so vsa priznanja, ki ti dajo en občutek, da ne delaš zastonj v življenju, Glasba ti marsikaj da, dosti ti glasba tudi vzame, marsikomu to ve vsak. In tako da meni je to bilo lepo, čeravno nisem bil nominiran, ampak nisem dobil, ampak zopet bila nominacija. Tudi nominacija nekaj pomeni, za Zlati grb Pirana, na primer. Ampak to pa, kaj me, ko sem bil povabilo za Avstralijo, sem bil iz Avstralije tudi eno priznanje. Takrat je bil G.J. Hawke, ki je bil predsednik takrat Avstralije ob 200-obletnici Brisbanea. Skratka, nagrade in priznanja so pomembna spodbuda za vsakogar od nas v življenju. Nekako nas to spodbuja, da delamo tudi še kvalitetneje, da delamo, ne da ostanemo in delamo na starih lovorikah, da tako rečem. Vsekakor, ko sem povedal, Mitja Suha prišel k meni, Milan, nagrado boš dobil na melodijah, sem rekel, kaj res nagrado bom dobil, pa jaz sem prišel samo nastopati, nisem prišel po nagrado, meni je bilo važno nastop, ampak potem sem dobil nagrado za to pesem tudi, Poglej, Milan, kako najin čas beži, da tako rečem, ko takole prijetno kremljava. Skoraj sva že na koncu drugega dela najinega pogovora. Ob okrogli 60. obletnici glasbenega ustvarjanja, ki jo praznuješ letos, boš do konca leta izdal tudi novi CD, pa me zanima, katere skladbe boš objavil na novi plošči in dokdaj bo pravzaprav nova plošča išla? Zdaj pa se, imaš prav, zdaj se to malo meni zavleklo, nisem še vse to pripravil, tako da letos ne bom, imam premalo še obljubljali sponzorje, nimam še teh sponzorjev, ampak bom napravil The Best Of, teh 7 kaset pa teh CD-jev. Tule na mizi imamo kar nekaj CD-jev. Boj tudi 2 skladbe od Mihe Kralja zraven, pa tako da mešano, to imam v planu, ampak imam v planu tudi napraviti en CD. Jaz spomnim zelo težke pesme zdaj zadnji čas, tudi od Memories, poznaš pesem, Seveda poznam. Unchanged Melody. Vse te pesmi bi rad dal na Reality, na primer, Vse te pesmi bi rad v svoji verziji tu posnel v originalnem. In bi dal na ta CD. In bom ta CD izdal, ime naslov pa bo Minestrone. Zanimiv naslov. Minestra. Tako. Ker bo malo mešano, Johnny B. Good, bo vse malo roka, pa vse take sem ti pravil. V tem smislu, zakaj? Da bom lahko dal tudi DJ-jem, da se ne bo rabili iskati, to pa moramo vrteti, pa ne bojo najdli, pa lahko vrtijo naprej moje verzije, Ker jaz zapojem res dobro vse te pesmi. To se pravi, tvoji sladokusci, oboževalci in oboževalke si lahko nadejajo, da bo ta tvoj projekt išel seveda letos ne, ampak drugo leto pa zagotovo. Prihodnje leto pa, Hvala lepa. Mi pa gremo ponovno v glasbi našega gosta, glasbenika Milana Petroviča. Poslušajmo njegovo veliko glasbeno uspešnico Ti edina. Režijo prosim za glasbeni posnetek. Včeraj sem sanjal, kako me poljubljaš, kako me vabiš daljave. Tja, ker ljudje živijo v ljubezni, tam so zelene planjave.
kako sem sam. Odkar odšla si, žalosten je dan. Pogrešam te in iščem te povsod. Srebrni mesec zdaj mi skriva tvojo pot. Tebe več ni, odšla si od mene, nič več ni solz, pojo mi sirene, vse moje sanje krade mi luna. Rad bi jo vprašal, si srečna morda, a nimam besed več, saj si odšla. Prava ljubezen srce nam prebuja, saj nam prinaša darove. Poglej stare hiše, tamkaj ob morju, še dolgo niso več nove. Kako naj to povem? Srce mi pravi, jokati več ne smem. Zdaj iščem te, se rad bi videl tvoj obraz. Edina moja zvezda ti rojena za ta čas. Tebe več ni, odšla si od mene, nič več ni solz, pojo mi sirene, vse moje sanje krade mi luna. Rad bi jo vprašal, si srečna morda, kričal bi klev, pa vendar ni več kletvic in besed. Ti edina si mi bila, kričal bi klev, pa vendar ni več kletvic in besed. Ti edina si mi bila, tebe več ni, odšla si od mene, nič več ni solz, pojo mi sirene, vse moje sanje krade mi luna. Rad bi jo vprašal, si srečna morda, a nimam besed več, saj si odšla. Milan, pravkar je izvenela tvoja velika glasbena uspešnica, Ti edina, ki je tudi mene močno navdušila. Kaj lahko poveš o tej lepi pesmi, ki si jo tako impresivno odpel? Jaz sem to moram najprej povedati, da to je ena italijanska pesem, ki drugače zveni v originalu. Jaz sem to drugače napravil, ne. In besedilo, ni tisto enako, ne. Jaz po svoje to napravil. In Ti edina je, samo enkrat se je oglasil v tej pesmi, to Ti edina, ne. Zakaj? Je res žalostna pesem, je trpka, tudi ko sem jaz posnel, pa sem malo poslušal, mi je bila kar pri srcu, mi je bilo tako, da se ne čudim, da je tudi tebi zelo pri srcu. Izjemno. Lepa pesem. Jaz sem to pesem, ko sem pisal, nisem mislil na nič druga, kot da nekoga, ki je nekoga zgubil, ki ga je ljubil, naprimer, ne. In potem sem pa na pogrebu enega prijatelja Mariboru to zapel, jaz sem komaj
komaj zadržal solze, ko sem pel, nisem mogel držati, ker tam poje, ti edina si mi bila, ne, zdaj tebe več ni, odšla si od mene, ne, če ravno se nekdo misli, da to ljubezenska, ampak je šla, ampak vsak si dvoumno si lahko to pesem zamišlja, ne. In to sem nastopal v eni oddaji, Dobro jutro je bilo, ne. Bil sem čisto pravno, sem iz Italije prišel čisto zmatran iz nastopa, ne. Sem imel nekaj očala, sem si dal gor, pa samo res malo mi je žal, da bom probal en lepši video to napraviti v morju, pa tako, ker gled stare hiše še niso več nove, naprimer, ne. Milan, če nadaljujeva najin pogovor, tvoja velika ljubezen pa ni samo glasba, ampak je tudi pesnenje. Si poet. Leta 2018 si izdal pesniško zbirko z naslovom Avenija sanj. Poezija v zbirki je razsnobna, v pesmih je prisotna žlica humorja in pronicljivosti, ki jo skozi branje začutimo bralci. Kaj nam lahko poveš o pesniški zbirki Avenija sanj? Kakšna je njena sporočilnost? Avenija sanj se je pisala dolgo že. Jaz sem že v par mojih intervjujih dejal, da pripravljam pesniško zbirko in moj prijatelj, ki nažalost škoda, da več ni ne med nami, da je nehal za kariero, Edwin Friser, je tudi napisal pred mano, je rekel, Milan, jaz sem izdal tudi pesmi, sem rekel, tudi jaz imam in sem spoznal Dušan Hedl, Kulturni center Maribor, on zelo gre na roko, Ferjo Lenška tudi izdal pesmi, pa vse tem ostalim te, mala založba, ampak uspešna, naprimer. In mi je rekel, bomo ti izdali knjigo, če imaš dovolj pesmi. In sem jaz to napravil, potem napisal jih po svoje, lepa poezija, pohvali sem dobil, res ogromne, ker je zopet moj, moj prvi otrok, kaj se tiče v tem smislu, ne. In tako da Avenija sanj, tudi naslov sem imel posrečo, ne. Pojdi z mano v Avenijo sanj, bova kupila sanje skupaj, tako da dosti ljubezni je notri, ne. Torej, opazil sem, da lepoto ženske v pesmih doživljaš in opevaš tenkočutno in vabljivo, kaj ne? Ja, res je napisano o... Jaz sem bil v življenju dosti krat razočaran v ljubezni, kot vsi, nisem jaz edini. In sem včasih res, kaj sem čutil, sem napisal, pol pa, če eno pesem pišeš, to ne moš tako napisati. Zopet popravljaš, en teden traja, pa včasih pa ti rata hitro, ne. Kako pa je tvojo poezijo sprejelo občinstvo? Enkratno, ta knjiga Avenija sanj, to moram pokazati. Bi pokazal v kamero. Je pošla hitro. Potom Facebooka so ljudje klicali, vse po pošti, Kulturni center, tako da pride, sem videl v Ljubljani, v knjigarni, tvojo knjigo sem jo kupil in v Trstu so bile prodajane tudi, ne. To je izjemno spodbudno, ne? Velik uspeh. Kako se je odzvala pa kritika? Kaj so zapisali uradni kritiki? Moram povedati, da zelo, zelo dobro, ne. Kot pri tej knjigi in pri drugi knjigi. So bili tisti, ki se spoznajo, naprimer Metka Ravnjak, ona znana pisatelj, pesnica in to je zelo pohvalna. Potem novinar Franček Javk, potem lahko rečem Matej Krajnc, znani pesnik, ki se spremlja, pisatelj, tudi. In še ogromno teh drugih v knjižnicah, ko sem bil, pa to tako, da je sprejeto. Poglej, pesniško zbirko Avenija sanj si predstavljal v več slovenskih krajih. Literarni večer in stik živo publiko je za pesnika velik dogodek, da ne rečem praznik. Kako si vse to doživel? Doživel sem to, da pri tej knjigi, pri prvi promociji, ko sem imel tudi v Piranski knjižnici, sem imel kar tremo. Jaz pri teh
promocijah knjig prinesem ozvočenje, pojem zraven tudi, ne, odpojem kakšno pesem, ne, in Recitiraš tudi najbrž? Potem pa recitiram tudi, ne, pogovor, recitiram in grem potem naprej. No, ampak veliko pesmi iz zbirke si tudi oglasbil, imam prav? Ja, v tej knjigi je več oglasbenih kot pa v drugi knjigi, ne. Se pravi Avenija San. Avenija San, ja. Milan, želim, da zdaj recitiraš 3 svoje pesmi iz pesniške zbirke Avenija San. Izvoli, kaj si izbral? Tako, jaz sem pripravil tukaj, imam lepa očala, ne, tako da se očala moram pripraviti, ne. Jaz sem pripravil no, tukaj ena pesem, bom šel na prvo, ko sem pripravil, Sveti Valentin. Prosim. Valentinovo je, ne, vsi vemo, kaj je Valentinovo, ne. In Sveti Valentin je nekako mi je prišlo, burja pihala, ono vse, in jaz sem to napisal v tisti noči, ne. In tako je po meni. Upam, da se mi ne bo kaj zataknilo pri recitiranju, ker recitator pa, boljši sem pevec kot recitator, ne, ampak vseeno. Sveti Valentin, sredi miline obmorskega mesta, kjer spijo brezčasne lepote, tiha se sliši pesem moje duše, moje samote. Burja omiva okna, ulice je glasno pometa, veter je skrit za vogalom, saj ob burji nima prometa. Pa vendar mi nosi spomine, ne vem, odkot jih prinaša, misel za hip mi obstane, na temnem nebu zvezda ugaša. Prosim te, veter, saj golobi že spijo, prebudi v meni tisto nežno melodijo, daj mi nocoj vsaj en lep spomin, saj danes je vendar Svet Valentin. Pozdravi vse tiste, ki imajo se radi, ljubezen jim daj, sovraštvo ukradi, pokaži jim pot, ker je sreča doma, ker jaz več ne najdem poti do srca. Čudovita pesem. Ima še nekaj v izboru? Ja, prosim. Enosmerna cesta. Včasih si ljudje želimo nekam, da gremo, da ne pridemo več nazaj, ampak tako je tisto, občutil sem to. Enosmerna cesta. Kje je pot, ki vodi v pekel? Kje steza je, ki peljete v nebesa? Kje tisti lepi so nasmehi in obljube vročega telesa? Vse je le privid nečesa, iluzija, ki je več ne bo. Smrt te pelje v višave, tam ni vlaka, da peljal bi te nazaj. Je le enosmerna cesta, vsa posuta z zvezdnim prahom, vsa blesteča sojo sonca. Kje so telesa, potna od objemov? Kje je tisti fant s trobento, ki pesem je igral poznano? In kje je mama moja, kaj res odšla v neznano? Že dolgo živim v svetu senc, okoli mene so le drevesa, tako ponosna so šumeča in prav na sredi teh dreves stoji osamljena cipresa. Luč se prižiga na obzorju in dan za dnem potem ugaša. Rad šel bi tja in zapustil ta mesta, vendar se bojim, ker vem, tja vodi samo enosmerna cesta. Zelo lepa pesem. In še tretja pesem po tvojem izboru? Tako je, pri tretji pesmi sem malo, to so so rekli, da so trpke, so pa tu noter tudi vesele pesmi, ampak zdaj sem izbral malo bolj trpke pesmi. Trpke, tako. Se srečal prijatelji, naprimer, ne, pa kako dolgo te nisem videl, kako se imaš, super, če ravno ni prav super, ne, kaj boš rekel, ne boš jamral, ne. In v tem smislu sem jaz napisal potem to pesem, ne. Prijatelj moj stari, pokliči me včasih, prijatelj moj stari, in vprašaj me, kako se počutim sedaj,
ko odhajajo skoraj vsi, ki smo jih poznali. Pokliči me včasih prijatelj moj stari in vpraša me, če trava še raste v gozdu na livadi, tam, kjer smo včasih dekleta ljubili in se igrali. Pokliči me včasih prijatelj moj stari, vpraša me, če brajda stara še stoji na hribu ob hiši našega soseda. Se spomniš, tam smo zmeraj grozdje brali. Pokliči me včasih prijatelj moj stari in vprašaj me, če je Katica še sama. In jaz ti bom dejal, da že pred leti je odšla, takrat, ko je postala mama. Pokliči me včasih prijatelj moj stari, saj veš, nič več dosti časa nama ni ostalo. In vprašaj me, kako se počutim. In jaz bom s težavo ti dejal, počutim se dobro. Pokliči me včasih, prijatelj moj stari. Bravo, poet Milan. Hvala. Prosim. Spoštovano televizijsko občinstvo, čas je za glasbeni predah. Poslušajmo zdaj Milanovo pesem z naslovom Ti si ženska. Režijo prosim za glasbeni posnetek. Zdaj pa je čas, da se posvetiva še drugi tvoji pesniški zbirki z naslovom Shramba ljubezni. Gre za izdatno pesniško zbirko, ki odstira še nekaj več pogleda v tvoje življenje. Zbirka Shramba ljubezni ima obsežnejši pesniški in krajši prozni del s 3 črticami. Prosim za tvoj pogled na pesniško zbirko, ki si jo oplemenitil, kot smo rekli, tudi s 3 črticami. Ja, tudi to Shramba ljubezni mi je izdal Kulturni center Maribor, urednik Dušan Hedl. In ta knjiga Shramba ljubezni je napisana v lockdownu. Takrat pač, če nismo imeli kaj druga delati. Ali pišemo, ali pijemo. Tako. Pa gledaš televizijo, pa malo se sprehajaš. In to sem napisal v glavnem v lockdownu. In mi je tako ratalo, da ljudje, ki so to brali, ko so kupili to knjigo, zdaj sem dobil že 15 naročil iz Nemčije. Nekdo, ki je tukaj pri meni dobil, ob meni je vzel knjigo, je prinesel v Nemčijo, tam so bili navdušeni, so mi takoj poslali, pošli knjigo, 2 knjige pošli tako, da je tako kritike enkratne, tudi se moram zahvaliti Matej Krajncu tudi za to kritiko, pa življenjepis moj noter je dober, pa Franček Kujavko mene je omenil kot življenjskega sopotnika naše mladosti, je napisal noter, ne. In jaz sem tu res dal sebe tu noter, ni moja autobiografija, je pa ni, ne, je vse, nekaj je takšnega, nekaj ni, naprimer, jaz sem
o enem volku, ki je umiral, sem napisal tudi, da je šel tam gospa, umrl po svoji družici, ampak to si jaz zmislil, ker so hteli takrat enkrat volke ubijati, ne pri nas. Ampak druge, dosti stvari pa je tu noter resničnih, do slovo od mojega muca, ko veš, ko si me vprašal, če bi zaradi muce, ne. Ja, tako. Imam tu noter ta črtica napet, to je črtica, ne. In tako da sem jaz res zadovoljen s to knjigo. Malo več promocij bi zdaj mogel imeti, samo lockdown je dosti, ta virus je dosti to škode napravil tudi za nas. Tako. Milan, jaz in moje televizijsko občinstvo zdaj pričakujemo, da prebereš kakšno svojih pesmi iz pesniške zbirke Shramba ljubezni. Vesel pa bom, če prebereš še kakšno črtico. Prosim lepo, kaj si izberal? Ja, takole novinar, primorski novinar Andraž Gombač, ki je imel z mano intervju za Primorske novice, je napisal, da je ta knjiga trpka. Je res trpka, ampak se tudi življenje samo ni vedno veselo, je kar trpko. Veselo, tako je. In jaz sem imel eno prijateljico, ki je zbolela za rakom, izpadli so lasje, vse izgubila čisto voljo in jaz sem to pesem dal ravno njo noter. Tako da je spet, je trpko, no, ampak zdaj nima smisla, jaz te vesele pesmi tu pišem, pa zdaj smijem, ampak mislim, to so bolj resne. Imam pa tudi takšne vesele, ko pesem posvečena Piranu, pa vse tako, da se brem. Ampak dajmo poslušati to. Prosim, ja. Upam, da vredo bere to. Malo me čustva potem malo prevejejo, da bi se lahko začel tudi jokati potem, ne. Ko bo padal sneg, nekega dne, ko bo padal sneg, bom prišel k tebi do vrat, prinesel ti bom spet mladost in upanje na pomlad. Zrasli ti bodo novi lasje, koža ti bo spet kot svila in tvoje oči bodo znova zasijale, saj jih je bolezen zatemnila. Plesal bom vso noč s teboj, če boš hotela, saj me to ne bo nič stalo. Povrnil ti bom upanje, ki je v tebi prav malo ostalo. Vem, strah te je in nemo gledaš v breg, vendar ne boj se, prišel bom k tebi takrat, ko bo padal sneg. To je konec pesmi. Prosim še za črtico. Črtica posvečena, a je to še črtica, ne? Prosim lepo, ja. Mačke. O tej tvoji ljubezni bova spregovorila proti koncu oddaje, ampak si eno črtico posvetil mucu, ne? Ja, če se ne motim. Jaz sem enega muca, Niki mu je bilo ime in režil sem ga z ulice in on je imel rad pesem Unchanged Melody. Aha. Jaz imam na telefonu to pesem. Zmeraj, ko je telefon zazvonil, a pa ko sem to pesem vadil, jaz zelo dobro pojem to pesem tudi, ne, je težka, iz filma Duh. Ne. Tako je. In zmeraj, ko je prišel, je to pesem on poslušal. Tudi če na računalniku sem priletel na računalnik in se je vlekel zraven in poslušal. To je bilo neverjetno. In tu je notri tudi to o tem, ne, napisal. Tada, ko je ta muc umrl, sem jaz bil, moja duša šla totalno nekam. Se pravi, zelo žalosten. Gotov, ne, v depresiji sem bil in tako da sem potem napisal to črtico. Z Bogom in sanjaj moj Niki. Pogledaj, a ni predolga na vripom? Ni, prosim. Ja. Še zdaj ne vem, kako sem je pred leti našel tam, kjer stanujem. Saj sem te hranil daleč proč od mojega doma, na ulici. Bil si ranjen od ugriza drugih živali, shiran si ležal pred mojimi vrati in jaz sem tebe brez nepotrebnih besed sprejel, ozdravil vse tvoje rane
te peljal kastrirati in te obdržal zavedno. Bil si enkraten muc, ponosen, dobrodušen, tudi ko sem posvojil še muca Makija, da si imel družbo, si bil do njega neverjetno zaščitniški, pravi mačji kralj. Pred 4 leti, ko sem te peljal na zdravstveni pregled, so mi na veterini rekli, da si pozitiven na HIV. Bil sem šokiran, zato sem maksimalno skrbel za tvoje zdravje. Pozdravila sem se zate vozil tudi v Italijo, toda z leti je počasi šlo tvoje zdravje vse bolj navzdol, vse do tvojega odhoda danes, čeprav si bil neverjetno potrpežljiv pacient. Moral sem odločati o tvojem življenju. Bilo mi je obupno težko, nepredstavljivo, zato sem danes ob tebi bedel vso noč. Dobro si vedel, da je to slovo, saj ti je z enega očesa tekla solza slovesa. Kako imamo sploh radi ta bitja, ki jim pravimo živali, bitja, ki so tako dejansko odvisna od nas? Ljudje govorijo, tako, nasplošno, da je smrt itak del našega življenja, človeškega in živalskega, vendar je to izredno težko in boleče sprejeti, ko se poslavljamo od bitja, ki nam je leta in leta pestrilo in lepšalo naše življenje, nam zaupalo, bilo od nas odvisno, nas imelo rado. Kaj naj napravim zdaj? Naj kričim, jočem, tolčem, tulim, preklinjam, besnim, brez dojemanja resnice in sedanjosti. In to tudi počnem. Niki, nikoli več ne boš ležal na mojem vratu in ramenu. Nikoli več ne boš poslušal pesmi Unchanged Melody. Nikoli več ne boš sedel v senci in počival z menoj ob avtocesti, kadar sva šla kam daleč. Zdaj me gledaš, ne moreš stati, da bi prišel do mene. Vem, še malo in boš odšel tja, odkoder ni vrnitve, in tja te moram peljati samo jaz. Jaz obupujem, jočem, trpim. Ne greš za Mavrico. Mavrice ni. Res je ni. Je samo tema, neskončna tema in upam, da te bo v tej temi spremljala pesem Unchanged Melody. Z Bogom, moj Niki, in sanja je večno tam, kjer si. In jaz se bom moral sprijazniti s kruto resnico, ni te več, Niki. Oh, my love, my darling, I hungered for... Zelo lepo. Ganljivo. Milan, zanima me, ali je tvoji pesniški zbirki Avenija San in Shramba ljubezni še kje moč kupiti? Ja, bilo je. Bilo je tudi v Trstu moč kupiti. Ne? Zdaj pa je to pošlo. Sta zbirki pošli? Bo kakšen ponatis? Ja, tudi. Lahko se dobi pri meni ali pa pri Kulturnem centru Maribor, če še imajo kaj sploh te knjig, ne, drugače pa jaz še imam nekaj viška, te knjig sem ravno pred kratkim še dobil, tako da se lahko dobi pri meni, ne. Super, hvala za ta odgovor. Spoštovano televizijsko občinstvo, zdaj pa je čas, da gremo ponovno v glasbi. Oglejmo si posnetek iz televizijske oddaje Štos. Ob 30. obletnici oddaje še v torek obujamo spomine, ki je dolga leta na Radiu Slovenija z velikim uspehom pripravljal eden najboljših slovenskih glasbenih urednikov, cenjeni gospod Dragan Bulič. Oglejmo si zdaj televizijski posnetek, kako je Milan Petrović svojo skupino predstavil znamenito skladbo Get Out of My Life Woman, odidi iz mojega življenja. Režijo prosim za glasbeni posnetek.
love me no more. Get all my teardrops, I gotta see my way around. Get all my teardrops, I'm gonna see the way around. Get on my life, woman, nothing gonna baby song to town. Hey! Oh! Nothing's gonna more to be found. Get on my life, woman, nothing more to be found. Get on my life, woman, nothing more to stop me to the ground. Get on my way, woman, I gotta see the moving on. Get on my way, woman, I gotta see the moving on. Get on my way, woman, nothing but going to the phone. Get on my life, woman, you don't love me no more. Ha! Ha! Get on my life, woman, you don't love me no more. Get on my life, woman, you don't love me no more. Milan, tvoja velika ljubezen so tudi živali, predvsem brezdomne mačke, za katere nesebično skrbiš. Samo streljaj stran od hotela Bernardin v Portorožu si mačkam postavil pravi mačji hotel. Milan, razkri nam, kako ti je vse to uspelo. Živali, mačke, predvsem mačke so del mojega življenja. Jaz sem imel mačko tudi pri vojakih. Sem služil v vojski. So ti to dovolili? Ja, sem šel polkovniku, ja. Sem ga vprašal, če lahko imam mačko. Rekel, kakva je mačka? Lovi miške, ne boji se miševa. Onda može, je rekel. Tako da sem imel... Zanimivo. Moja stara mama je čistila sneg, ko sem bil star 6-7 let, in nadela v mačko v snegu, mi je prinesla. To je tudi v črtica napisano o stari mami. In mi jo je vrgla na posla, samo rekla, rad jo imej. In jaz sem to mačko zljubil in od takrat so bile mačke vedno v mojem življenju. Tako karkoli, tudi v Nemčiji sem skrbel za mačke, v Ljubljani sem imel mačko, iz Ljubljane sem prišel v Piran za muco. In tako da jaz skoraj bi rekel, da ne maram ljudi, ampak smilijo se mi ljudje, ki ne marajo živali, pa ne marajo mačka, pa karkoli, naprimer, taki ljudje se mi smilijo, ne morem drugače reči, pa hud napravijo. In jaz sem, ena gospa je tam pred 15 leti na Bernardino šla v Ameriko in tam je bilo dosti mačk. Pa rekla, Milan, ti imaš čas, jaz grem v Ameriko, mi je dala tam $150 ali $200, bilo
za hrano, ne, in ja, ti pa hrani muce. In zvečer pa itak greš špilat, pa igrat, pa in sem jaz to začel tiste muce hraniti. Čeprav sem imel doma tudi muco, Žiža. To je hčerka, moja hčerka prinesla, čist malega smo ga doma, mi je napisala, ati, muco sem prinesla, naj ostane pri nas, in tako je ostal pri nas tudi, mi je bilo tudi hudo za njim. Ampak en mesec, po 10 dni te ženske ni bilo, sem jaz hranil te muce, ko pa prišla z Amerike, pa je čez 14 dni umrla. In te muce so meni zleze tam pod kožo, Bernardino. Bilo je samo grmovje, nič druga, tiste grmovje so se klatle, ne. In kaj se je zgodilo, napravil sem leseno hiško, ena je bila, ne, potem pa je tam gospod Slavko Franca, ki ima muzej Rolling Stonesov. Muzej, poznam. v Luciji, ne, je videl, on je tudi velik ljubitelj mačk, plus Rolling Stonesov, ne. In je on prinesel tudi en takšen zajčji brlog s 3 vratci, ne. In ta brlog, vse ti brloge so tam, ko so renovirali hotel Bernardin, so odstranili. Zdaj lahko rečem, sem v dobrih odnosov z hotelom Bernardin, so tudi zdaj pomagajo pri teh mačkah. Ampak takrat so tisto vodstvo odstranili. Mi smo tako bili razočarani, da Slavko Franca pa odnesel potem velik cat hostel, smo imenovali se. Tako. Dali imeti cat hostel, bed and breakfast, ne, tam smo imeli spanje in hrano, ne. In jaz te mačke hranim zdaj že leta in leta. Nekaj sem izgubil, ampak na roko mi grejo tudi veterinarska zavetišča, najmanj 2 na obali, ne, tako da pomagam, kastriram jih, vozim zdravnikom, skrbim za njih, kupujem kvalitetno hrano. Ravno včeraj sem dobil en paket z Nemčije, en nepoznani darilec iz Nürnberga mi je poslal cel kup hrane za mačke, tako da ljudje to cenijo, vidijo, kaj se dogaja, in jaz mislim, da živali so del našega življenja, ki brez tega ne bi bilo, ne, in zato je te stvari, jaz se bojim, če ni ene mačke, en dan že paniko delam, že pišem plakat, ki bo napišel, pa če zbolijo, pa grem, tako da res skrbim za te stvari. Ne. To je pa pri hotelu Grand Hotel Bernardin, ne. In oni so zdaj napravili tudi novo tablo, so dali, ter tam je ena škatla za prispevke, tam so mi že 2-krat noter, 3-krat vlomili ljudje, ki ne razumejo, da je to za muce. Za muce, za živali, za hrano. In tako poteka potem moje življenje. Če grem kam nastopim, imam par znancev, prijateljev, ki rečem, idi tam pa tam. To se pravi, takrat, ko si odsoten, te nekdo nadomesti kakšen od tvojih prijateljev. In še ena gospa z Pirana je, ki tudi leta in leta zjutraj prihaja, ne, ob 5 že zjutraj mi prinese hrano, tako da sem jaz razbremenjen s tem, ne. Ampak jaz vedno rečem, brez mačka ali pa brez kužka dom ni dom, ne, naprimer. Zelo lepo. Milan, kot veš, vse lepe reči hitro minejo. Najino oddajo sva pripeljala do srečnega konca. Čisto za konec nam zaupaj, kakšni so tvoji načrti za prihodnje. Prej si malo omenil ta projekt, ki ga delaš, ploščo. Kaj še nameravaš? Ja, jaz si želim predvsem zdravja. Zdravje na prvem mestu. Na prvem mestu, da lahko bom počel to, kaj počnem. Glas služi, še vedno igraš. Ja, da lahko delam sklece. En mož, en orkester. A kje zdaj trenutno nastopaš? Tudi zdaj v novembru, decembru, v teh zimskih mesecih? Jaz imam zdaj že en nastop, za novo leto še nimam angažmana, pa tudi, če ga ne bom imel, ne bom sekiral preveč, ne, ker pač je tako, kot je. Pripravljam promocijo obeh knjig, nekaj sem pogovoril v Celovcu, potem v Gracu za slovenske študente. In kot to, pišem pesmi naprej, malo se športom ukvarjam, telovadim ne toliko, kot pa kolesarim. To je to, neki načrti, čim več načrtov, izkušnje vem, da
čim več načrtov bom si napravil, tem manj se bomo ti uresničili. Vedno pustim čas v čas, ne, čeprav mene ljudje, kot človek, kot glasbenik in človek moraš biti, prvič kot prvič, moraš biti dober človek. Ker če nisi dober človek, pa si glasbenik, te ljudje ne spoštujejo. Jaz sem vesel, da me ljudje spoštujejo, da me imajo radi zaradi vsega tega, kaj počnem, in to sem hvaležen vsem tistim, kaj vejo za mene, ki bojo vedeli. Kako lepe, čudovite misli. Sem zelo hvaležen. Če smo našo oddajo začeli z glasbo našega gosta Milana Petroviča, pa jo še končajmo z njegovo veliko glasbeno uspešnico Vsako jutro. Režijo prosim za glasbeni posnetek. Vsako jutro me prebuja in Viagro mi ponuja. Pomagajte, čist sem zmeden, ona hoče, meni je vroče, ona me ljubi, ona me hoče, trikrat na dan, ona me ljubi, ona me hoče, trikrat na dan, ona me ljubi, ona me hoče, trikrat na dan, ona me ljubi, ona me hoče, trikrat na dan. Spoštovani Milan Petrovič, velika legenda slovenskega roka in popa, poet in skrbnik živali, dobri in plemeniti človek, iskrena hvala za zanimiv pogovor, hvala za tvoj čas. Vse dobro ti želim in vsega lepega, kar prinaša življenje. Želim, da nas še dolgo razveseljuje s svojim prepevanjem po slovenskih odrih in naj ti bodo pesniške muze naklonjene. Srečno! Hvala tudi vam za povabilo in kdaj drugi spet. Z veseljem. Spoštovano televizijsko občinstvo, hvala, da ste nas spremljali. Ponovno se vidimo prihodnji torek ob enakem času in o ponovitvah oddaje Nostalgija vsako soboto zvečer. Vi pa le spremljajte zanimive oddaje na televiziji Arena. Na snidenje ob novi oddaji Nostalgija.